Dobar dan. Dobrodošli v Mohorjevi knjigarni. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, dragi mohorjani, cenjeni ljubitelji branja na predstavitvi redne zbirke za leto 2026, ki je začelo trkati na vrata. Namreč, ko se narava odene v najlepše barve leta, nas čas kar nekako opozarja, da se bo leto začelo stekati k koncu. In to so tudi dnevi, ko redna zbirka Celjske Mohorjeve družbe prinese nabor knjig za potovanje v literarne kraje in čase. V letošnji zbirki tudi navodila za prostočasne dejavnosti z otroki v naravi. S koledarjem zapis vsega, kar se je pomembnega zgodilo doma in v svetu in bo tudi ostalo kot spomin, natisnjen spomin za prihodnje generacije. Zbirka prinaša tudi knjigo za lepa filmska doživetja skozi vse cerkveno leto in pa eno za obnovitev znanj svetovne zgodovine. V večerniškem branju pa doživljanje žene, ki se sredi prejšnjega stoletja sooča z izgubami in udarci, a vseeno zaupa v Božjo voljo vselej. In verjamem, da v teh viharnih družbenih dneh tudi mi vsi skupaj z njo, z glavno junakinjo večerniške povesti, poudarjamo, da je vsako življenje tako, kot nam ga je namenil Bog, vredno ljubezni, spoštovanja in zaupanja od začetka do konca. Seveda pa uvodoma posebna dobrodošlica našim avtorjem redne zbirke, Ivani Vatovec, dr. Andražu Arku, Ivanu Esenko. Gospa Marjana je zaradi bolezni danes žal ostala doma, pa je tudi avtorica. Pomahali bomo pa danes v Maribor tudi dr. Alešu Mavru, ki se zaradi študijskih obveznosti ni mogel udeležiti te predstavitve, ne bo pa ob koncu vseeno preko zaslona namenil nekaj besed. In pa seveda vsem vam, avtorjem, sodelavcem Mohorjevega koledarja. Redna zbirka nikakor ni samo nabor nekaj novih knjig, povezanih v knjižni dar Celjske Mohorjeve družbe. To so knjige tradicije, kot je ne najdemo pri nobenem drugem narodu. Slovenska posebnost, na katero je vredno vsako leto vedno znova opozoriti. Predvsem pa nas veseli, da tudi avtorji s spoštovanjem gledajo na uvrstitev svojih del v redno zbirko in to doživljajo kot posebno priložnost, tudi kot čast. In predvsem, da Mohorjev koledar ostaja knjižni steber, pomemben zgodovinski zapis slovenske identitete in pa v zavedanju vseh sodelujočih avtorjev, da gre za kroniko slovenskega naroda, ki bo ostala zapisana tudi za vse prihodnje rodove. Ko snujemo redno zbirko vsako leto, vedno za leto vnaprej, pa imamo pred očmi tudi Finžgarjevo modrost, takole je nekoč zapisal: ljudje so prečesto trudni praznega hrupa, naj se po temeljiti knjiginih duh spočije, oplodi, zresni in poglobi ter otme plitvin, po katerih brodi sodobnost. Pa naj nas k branju povabi tudi kratek pogovor z avtorji letošnje redne zbirke in vas vse prepuščam urednicama dr. Cvetki Rezar Mlakar in Saški Ocvirk. Cvetka, izvoli, prosim. Hvala. V zbirko letošnjih slovenskih večernic smo vključili roman Ivane Vatovec Med jatami senc. Gospa Ivana je odraščala v Dobričah pri Črnomlju, že več kot 50 let pa živi v Brežicah in tam dejavno sodeluje v kulturnem življenju. Je pisateljica in pesnica, avtorica številnih besedil za narodno zabavno glasbo in zborovske pesmi. Veliko navdiha za svoje pesmi in zgodbe pa najde prav v spominih na Posavje in Belo krajino. Belokranjsko podeželje 20. stoletja doživljamo tudi v romanu Med jatami senc. Gospa Ivana, da najprej razrešiva, glavna junakinja v tem delu ima sicer čisto običajno slovensko ime, ki se napiše A-N-K-A, ampak izgovarjamo pa ga nekoliko drugače, prav posebno. In sicer smo prav zaradi tega v romanu tudi na samoglasnik
soglasnik N dodali tudi ostrivec. Kaj ta ostrivec pomeni in kako pravzaprav pravilno izgovarjati to ime? No, jaz moram povedati, da sem bila že na začetku pisanja te knjige v dilemi glede imena, ker nikakor mi ni leglo drugače kot tako, kot se v Beli krajini izgovarja. In jaz mislim, da je to edinstven primer in tudi od drugod to malo težko izgovarjajo. Moram po pravici povedati, da ko sem začela pisati, je bila to Anika, ne? Ampak potem, ko sva se z sinom te Anike pogovarjala, je rekel, to ne bo dobro. Kar sem jaz imela tudi skozi občutek, ker so v tem romanu so vse osebe z resničnimi imeni, imena krajev so resnična, tako da tudi ta zgodba je resnična in potem je enostavno morala ta Anika ostati. Ni šlo drugače in tudi v teh krajih, ki so jo poznali, to gospo, ki je junakinja tega romana, ko bodo to prebirali, bodo oni to z lahkoto prebrali Anika. Omenili ste že, da je njena zgodba resnična. In kaj pravzaprav sporoča današnjemu bralcu? No, jaz bi zdaj še malo dodala zraven. To je moja 3. knjiga, ki govori o ženskah, sodobnicah. To so 3 usode. Vsaka je zelo drugačna, ampak po teži so si vse primerljive, ne? Tako da moram povedati, da jaz sem to gospo poznala v mojih mladih letih, ampak misliš, da človeka poznaš, ne? Potem, ko pa grebeš in kopleš in iščeš po spominih, po dogodkih, ne? Potem vidiš, da ne veš o tem človeku skoraj nič, ne? No, pri teh 3 usodah, bom rekla, ženskih, to so 3 ženski liki, ki so dale vsaka svojo kalvarijo skozi, ampak to je neverjetno, ko potegneš pod črto, je to skupni imenovalec, ta vera. In mislim, da je vsako posebej to reševalo tako, kot je Anako, ker ko sem šla jaz po tej njeni poti, ko sem to zapisovala, moram povedati, da mi je tudi velikokrat na tipkovnico kakšna solza padla, ne? Tako da mislim, da bo to doseglo bralca s to močjo, kakor je bilo namenjeno, ker je bilo tudi to življenje tako, in da bodo predvsem ženske matere verjetno tudi to zgodbo zelo občutile. Kakšne pa morda še kakšno misel o sami zgodbi? Ta zgodba je tako razgibana, toliko se vsega dogaja. Začne se leta 1910 in potem do 1975, ker jaz pri številkah nisem jih, si ne zapomnim, je ne. No in v tem času se je res dogajalo ne za eno življenje, ampak za 5. Toliko izgub, toliko smrti, toliko hudega, toliko vsega, da se vprašaš res, koliko lahko človek prenese. No in jaz mislim, da to je edino Božja roka, ki to pomaga, da te dvigne, ko si res tako na dnu. No, jaz bi še zdaj ob tej priložnosti še lahko povem, da je to tudi sin Anike in sem zelo vesela, da si je vzel čas. On in njegova gospa sta prišla na to predstavitev, tako da hvala. Hvala. Če bi nakratko povzeli njeno usodo, lahko rečemo nekako takole. Ankino življenje Aniki življenje ne prizanaša z izgubami in udarci, a vselej zaupa v Božjo voljo, da je življenje tako, kot ji ga je namenil Bog, vredno ljubezni, spoštovanja in zaupanja. To sporočilo pa je še kako pomenljivo tudi v teh sodobnih, viharnih družbenih dneh. Zdaj pa nadaljujemo še z eno knjigo.
si predstavljate eno tako, ki bi jo vi, vaši otroci, vnuki ali pa kdorkoli nosil nekako pod roko? V vrt, v gozd, v delavnico, jo prelistaval, prebiral ali pa samo občudoval čudovite fotografije. Redna zbirka se namreč ponaša tudi s tem, da je namenjena vsem generacijam. In ta knjiga je namenjena za otroke, ni pa samo za otroke. Zelene urice s podnaslovom Z otroki v naravi. Zakonca Ivan in Marjana Jesenko sta avtorja te knjige, kot smo slišali, gospa Marjana nas spremlja v mislih od daleč. In kot pravita, bo ta knjiga namen dosegla, če bo čim bolj obrabljena, malo umazana in tudi popisana. Predvsem pa z njo v roki noben otrok ne bo spraševal, ali lahko dobim telefon. Gospod Ivan, vi ste izjemen poznavalec narave, avtor številnih vrhunskih monografij, tudi prevedenih v tuje jezike. Vrhunski fotograf, prav tako nagrajen na številnih tekmovanjih, v strokovnih fotografijah in tako naprej. In pri vseh teh knjigah, ki so se nabrale na vaši polici in nosijo nas pač ime Jesenko, je tale nekaj zelo posebnega. Prvič zato, ker sta pod njo podpisana oba z ženo, sicer pa predvsem zaradi vsebine. Kako je s to knjigo? Ja, hvala za tak ljubeznivo predstavitev, ta uvod. V bistvu najprej moram upravičiti ženo, ki je zbolela, sicer bi rada prišla tu v ta prostor, ampak nič hudega, toliko se poznava, da vem, da to, kar bom jaz rekel, da bo več proti zakonitega, ki je verjetno Tona to se strinjala, tako da jo zastopam. V bistvu govorim skoraj ves čas v tujini, razen kadar bom kaj v kanuju povedal, tiste je moja domena, pa fotografija. Res je, precej mojih knjig je zunaj in tega sem zelo vesel. Ta slednja je pa delo obeh, tudi prej je bila ena že pri založbi Oka. Oka Ši je išla ena vrt, kjer so oba ženo avtorja. Tudi tista knjiga je bila kar dosti lepo sprejeta. Je pa del zbirke bila mala vseveda, otroška zbirka. No, če začnem, ker omenil sem otroke, jaz pišem za otroke v jeziku odraslih. Tudi kadar predavam oziroma imam srečanja v vrtcih, šolah, pa tudi kakih srednjih šolah in tako naprej. V glavnem govorim zdaj o manjših otrocih, govorim z njimi povsem odraslo. Pa meni ni čebelic, ki pikajo, brenčijo in ptičkov, ki čivkajo, ampak trče, to je ta vrsta in tako se to dela. Čebela te lahko pič, čebela nabira metine. Predvsem pa opisujem njen pomen v okolju, ki je bistveno večji kot tisti med, ki ga pol mi poližemo. Brez čebel dejansko ne bi bilo marsičesa na zemlji. Otrokom moraš to povedati, ker ti otroci so neizprosni, ne prenašajo dobro pačenja, afnanja, bom rekel, in so pa neusmiljeni tudi pri postavljanju vprašanj. Otroku ne moreš pobegniti, pa z diplomatskim jezikom speljati in jim uvideti nečem, če ne poveš. Ampak moraš biti umetnik, da jim poveš tudi to, da če nekaj ne veš, pač tudi ti ne veš, ker te imajo sicer za nekoga, ki naj bi baje vse vedel. In potem pridobiš, v bistvu s tem spostaviš dialog. Tudi v živalskem vrtu, kjer sem prej bil zaposlen in sem vodil skupine, v enem samem mesecu sem imel preko 400 otrok, pri počitniškem varstvu, sem bil od otrok tudi neizprosen. Sem tudi komu rekel, lahko greš tudi domov, če se naš lepše obnašal. Ravno tega nam manjka danes. Verjetno, da te pedagoški poklici trpijo pri tej izgubi avtoritete, čemur smo priča vsi. Doma ti pa ne moreš še zaenkrat saj nihče ukazovati. No, pri nas ni, ne poje šiba, ne poje to. Otroci morajo narediti, kar se jim reče. Z ženo živiva sama, zdaj v tej hiši v gozdu, vnuki živijo s svojimi starši od doma, na svojih domovih, radi pridejo k nama, radi so na vrtu, pa tudi če so ne radi, jim jaz rečem, da morajo biti radi na vrtu in potem so radi. Tako da to mora biti. V bistvu otroci so božji dar, pravimo temu.
Včasih se jih pa tudi naveličaš, ne, in ki jih poberejo, se jih lahko znebiš. Otrok se nismo mogel, vnukov se pa lahko znebiš. Ne. Tako da imajo zelo radi. Tudi žena je neizprosna, veliko jih je naučila in ubogajo. No, mislim, če kaj rečeš, ne pojmaj tega. Čeprav včasih vidiš, da je tudi nevolja. Radi imajo dogodivščine, radi me spremljajo v kanuju, jih naložim, vzamemo sabo opremo, zakurimo na bregu ogenj, pečemo, pasjo radostne ognje in pijemo to imamo napolitanke, jaz si prvoščim pivo, oni pijejo kaj drugega. Fotografiramo, komentiramo živalske vrste, v kanuju je vse polno priročnikov za določanje ptic, žuželk, ne vem česa. In tako, kot učim odrasle, učim jasno še bolj otroke, ki so v bistvu še bolj, bom rekel, nežaljivo praznih glav in kar pade noter, ostane. Odrasli so morali včasih malo pomatriti s velikim spominom, pa se ti kaj odveč zdi, pa plus ven iz glave in spet ne veš. Otrok pa to ve. Praksa je pokazala, to tudi jaz govorim, vedno, da priročniki, kakršnikoli že, so ključni v naravi, kajti ptiča, ki ga boš s pomočjo slike, besedil določil v naravi lege artis, tam nekje v gozdu, ga boš gledal in določil, se boš zapomnil za vse življenje. Če boš pa to ugotavljal potem nekje doma, pa to izgine, izvodeni, znanje ga ni. V bistvu danes se otroci soočajo s tem digitalnim svetom, marsikje tudi mene, ki sem že toliko star, me prehitijo in mi morajo celo oni kaj pomagati pri kakšnem pametnemu telefonu, dej malo sem to, ti bomo pokazali. Tako da zdaj, eni so že malo večji postali v tem času, tudi ki je ta knjiga nastajala. To so že fantje, to niso več otročiči, najmlajši je šel zdaj v prvi razred, najstarejši vnuk, 4 so, smejijo se vam iz naslovke te knjige. So v bistvu že veliki, 7. razred, 8. razred, se ne vem, tam bolj proti koncu grejo. In v bistvu so fajni, mislim, fajni delati z njimi. Jaz imam otroke nasploh rad, ker so odkriti. Otroci so v bistvu odkrita bitja. Če je tuj otrok, je otrok je otrok. Jaz sem bil otrok obnašam načeloma, tudi kjerkoli sem, kot da so moji, ne moreš biti drugačen. To sem želel povedati, da nam preveč dolgovezal, ker je knjiga tam, ki pove to o množici fotografij, ki jih ima moj računalnik, ni bilo težko izbrskati te, ki so noter, pa še zmeraj je par tisoč čakajo na kakve objave, kje druge. Hvala, ki ste me poslušali. Hvala vam. Fotografije so res fantastične, ker iz njih seva to radoživo ogenj v očeh otroških, ki odkriva gosenico, te žuželke, skratka vse, kar se okrog dogaja. Pa če vas lahko še nekaj vprašam, glede na to, da ste mi odgovorili, kaj pomeni boj z digitalno zasvojenostjo in kako je drugače z vnuki in z svojimi otroki in te zadeve. Ampak recimo, če bi morali nekako povzeti 3 stvari, ki bi si jih rekli, to pa je treba otroke naučiti za prihodnost. Kaj se vam zdi najbolj pomembno? V tem digitalnem svetu jasno ne smemo otroku vzgajati, da bodo dinozavri, oziroma da jih boš naredil slabše, kot so njihovi sošolci, sotrpini v šolah, prijatelji. Seveda, to, kar nam tehnologija omogoča, spremimo, tudi jaz jo. Tudi jaz imam pameten telefon, če drugega ne, saj mail dobim, ki vem, lahko tudi, ki veslam v kanuju, vidim, kdo se je spomnil name. To je eno. Ampak, pa tudi sicer imaš odlične aplikacije. Ravno prej sem gospej ravnateljici, direktorici pokazal predstav eno od teh za določenje vrst ptic, brezplačna aplikacija, ki ti telefon zazna klic, ti pove vrsto in nezmotljive praktično. Čemu se bi temu človek odrekel? Zakaj? Če ti to tehnologija ponuja, zakaj bi butal z glavo v zid, če ti ni treba? Ampak vsem, v bistvu neka pismenost mora obstojati. Knjiga je zakon, jaz pravim. Knjiga diši, kaj je nova, diši
po vstanem, ko je vzameš v knjižnici, ki je šla že skozi tere roke, recimo, knjigo moraš doživeti tudi fizično, se reče, ne, moraš listati in to. Tudi ta motorika, ne, tapkanje po teh ekranih, to ni vse skrb nič, ne. In tudi jaz, ki se zadnje čase veliko ukvarjam s tipkovnico, ne, zdaj glih toliko s tem tapkanjem, se mi je pisanje pokvarilo, imam grdo pisavo, ni mi všeč, ne. Mi je narodno, ne, včasih kaj pišem, kar zaide roka, popravim, pa ni to fajn, ne, včasih sem baje lepš pisal, ne, in zdaj pa neč tako, ne, so toaleta ali pa ta nedisciplina, digitalna. Skratka, kaj ne pomeni? Ja, za otroke, kaj najpomembnejše, čim dlje stran od teh naprav. Pri nama dvema, moja žena pravi, ni računalnika, ni nič, ni ekrana, ni nič. Danes štihamo ali pa karkoli, delamo štrudel, vse kaj delamo, pač opazujemo ptiče, jaz jih pošljem na delo, da čistijo ptiče gnezdilnice, so pomembni, postavijo alojtro, grejo na drevo, spraznejo ostanke gnezd in to beležijo in to vedo. Jaz vem, da s tem ne vzgajam nekih bodočih vrhunskih ornitologov, ali karkoli. Sam človek, ki je bil od malega tako vzgojen, v stiku z naravo, da ima spoštovanje do življenja nasploh, ne, tudi na deževnika ne boš kar brez veze stopil, ne, ga boš umaknil. Se pravi, ima tudi spoštovanje do ljudi, ne, to je dejstvo, to je nekaj, to so osnove človeštva, jaz pravim. Hvala lepa, gospod Jesenko. Jaz si želim, da bi ta knjiga pomagala čim večjim številu starih staršev, učiteljev, vzgojiteljev, da bi bili deležni tega duha, ki ga vi izžarevate. Skratka, da bi ta knjiga res nikoli ne obležala kje na knjižnih policah, ampak čim bolj zdelana bila na vrtu in kjerkoli okrog. Hvala lepa. Cvetka, zdaj pa tebi spet predajam besedo. Naslednja zelo pestra knjiga, ki je pred nami, pa je monografija velikega formata letošnje redne zbirke in nam predstavlja kar 70 filmov o svetnikih in bogoslužnih praznikih skozi cerkveno leto. Njenega avtorja, patra dr. Andraža Arka, frančiškana, župnika v frančiškanskem samostanu Nazarje, v javnosti zelo dobro poznamo kot filmskega navdušenca, seveda strokovnjaka za film, filmskega kritika. Z področja pedagoške uporabnosti filmov Pastorali ste tudi doktorirali, tudi ustvarili več radijskih iger, slikanic, stripov, 2 knjigi z področja filmske vzgoje. Pater Andraž nastopa kot producent, scenarist, bil je član strokovne komisije za audiovizualne umetnosti za podeljevanje Prešernovih nagrad in je aktiven član strokovne žirije Signis na filmskih festivalih. Za začetek ne morem, da vas ne bi vprašala, zdaj ko vemo, kateri so najljubši filmi papeža Leona, kateri pa je vaš najljubši film? Dobar dan, lepo vsi pozdravljeni. To je zelo naporno vprašanje, ker nimam najljubšega filma. Dajmo reči, da imam razvrščenih 10 najljubših filmov, med katerega bi tudi uvrstil recimo film Najina zgodba, z Michelle Pfeiffer in Bruceom Willisom iz leta 1999, ali pa Gran Torino, ki ga je režiral in tudi odigral Clint Eastwood. Hvala. Film je čisto svoja umetnost in predvsem si dobre filme z užitkom ogledamo bodisi na filmskem platnu ali na domačih TV zaslonih. Zdaj so dostopni tudi na številnih digitalnih platformah. Ampak zakaj vendarle brati knjigo o filmih? Odkot ta želja? Kakšen je koncept te knjige in pravzaprav njen namen? Najprej bi se rad zahvalil gospe ravnateljici, dr. Tanji Ozvatič. Tanja, hvala, da si bila pripravljena za tako malo odpuljeno idejo. Zaradi tega, ker v resnici, če gremo pogledat malo po spletu, tak tip knjige ne obstaja. Obstaja kar nekaj monografij o filmih o Jezusu, skozi vso zgodovino, kar je bilo posnetih, medtem, da bi obstajala zbirka filmov o svetnikih, tega pa dejansko ni, če greste malo pogooglati, ne. Zdaj, knjiga ni namenjena, da bi jo brali kot roman od začetka do konca. To, da bi se izognili
ali pa ne podlegli skušnjavi, da bi preskočili spremno besedo oziroma uvod v knjigo, sem se ga skušal čim krajšega napisati, ker so kot nekakšna navodila za uporabo. Se pravi, kakšno je ocenjevanje filmov za primernost populacije, se pravi, ali lahko določeni starosti določen film prikažemo ali ne. To je ena stvar. In druga stvar, v kateri je razloženo, kako je koncept sestavljen v obravnavi vsakega filma, kjer je torej, so najprej osnovni podatki o filmu, nato kratka vsebina in potem še analiza filma. Vam moram priznati, da tista kratka vsebina je v resnici bil najtežji del za pripraviti. Ker razlika je med tem, če imaš ti film, ki traja recimo 70 minut ali pa 3 ure pa pol, pa oboje spraviti na velikost 1500 znakov, je to precej zahtevna zadeva. Pa boste vprašali, zakaj pa sploh to potrebno, saj to pomeni, da pokvariš vsebino. Zato je pa v navodilih za uporabo napisano sledeče. Kdor želi, si lahko to kratko vsebino prebere, pomeni starši, pedagogi, kateheti, ki jim bo lahko prav prišlo pri obravnavi filma, ne da bi jim ga bilo si potrebno prej ogledati. To je tisti namen. Sicer je pa boljše seveda tisto točko kratka vsebina preskočiti. Torej, če povzameva, vsak film je predstavljen nekako po teh naslednjih enotah, torej 6 enotah. Najprej opis svetnika ali praznika, osnovni podatki v filmu, ocena primernosti, potem zanimivosti v filmu, kratka vsebina filma in ocena filma. Torej, branje te knjige lahko pokvari užitek pri gledanju, ker spoznamo nekaj te zgodbe že naprej. Oziroma, koliko teh informacij je vseeno razkritih, koliko zakritih in čemu ste želeli dati poudarek? Vsebina, v kratki vsebini, kjer je obnovljeno, je v celoti obnovljeno. In če pač piše na koncu ga ubijajo, ga ubijajo. Ne? Mislim, tako če bi gledali Zeferelija, Jezus iz Nazareta, a ne, kot imamo tudi v enem filmu drugem Božja volja, ki je italijanska komedija, in gleda ena od igralk pač Jezusa iz Nazareta, pa prije, mama mi, Jezusa iz Nazareta gledaš, jaz sam ne bi povedal, kako se konča. Okay. Se pravi, vemo, ne, da če govorimo o sveti Barbari, da bojo na koncu bili, ker če vemo, da je mučenka, ne, in tako naprej. Ali pa tudi vsak svetnik bo verjetno na koncu filma umrl, oziroma če ne bo pač z njegovo smrtjo zaključen. Bolj je stvar torej v tem, da vemo, kaj se v samem filmu dogaja. Namenjeno pa je torej predvsem staršem, katehetom, vzgojiteljem, da lahko film uporabljaš ali pa tudi samo določen izsek, da lahko poiščeš, če rabiš nek določen segment, ki bi ga lahko uporabil torej za delo z otroki. In v bistvu kot nek katalog, kjer imaš ti nabor možnih filmov, seveda jih je 70 tukaj zdaj omejenih zaradi števila strani, bi bilo še kar precej več. Samo o sveti Ivani Orleanski je približno 14 do 18 filmov, zdaj odvisno, kaj vzamemo še, če vzamemo tiste iz prvega obdobja, 10-minutne zraven štejemo. Knjiga je torej nekakšna galerija zelo raznovrstnih filmskih prikazov. Prinaša izbor svetniških biografij, upodobljenih filmov in filme, ki se ujemajo z bogoslužnimi prazniki v cerkvenem letu. Že z branjem opisov, svetnikov in zgodb filmov dobimo veliko potrebnega znanja o velikih ljudeh in dogodkih svetovne cerkve. Knjiga pa je tudi, kot ste rekli, koristen in varen pripomoček katehetom in pastoralnim delavcem pri oznanjevanju. Priporočamo torej v koristno, kratkočasno in mestoma tudi zabavno branje. Hvala vam. Lahko bi rekli, da gre za legendarno publikacijo. Predstavlja namreč enega redkih, če ne celo edini tak celostni pregled dogajanja na kulturnem in družbenem področju, s prostorom tudi za osebne zapiske, ker je nekatere stvari preprosto vredno ohraniti za zgodovino, narodno in osebno, družinsko. In Mohorjev koledar to dela že 168 let. Leto 2026 bo med drugim Cankarjevo leto. Uvodni esej je temu posvetil dvojni doktor Igor Grdina.
V obzorjih časa in prostora pa je enega od prispevkov napisal tudi dr. Žiga Turk, ki ga zdaj vabim k besedi. Izvolite. Dr. Turk, svoj prispevek ste naslovili Zahod zahoda. Naravna nujnost ali kazen, ker smo prodali dušo. Česa vas je v luči tega naslova najbolj strah in kaj vas kljub vsemu morda navdaja z optimizmom? Ja, najprej hvala lepa za povabilo, da sem lahko prispeval en kratek tekst v ta Mohorjev koledar, ki, kot smo slišali, že skoraj 170 let izhaja. Mohorjevi koledarji so videli, kaj pa vem, zmagoslavje viktorijanske Velike Britanije, imperija, kjer sonce nikoli ni zašlo. Ti koledarji so videli recimo čase, ko je bil Dunaj intelektualna, svetovna intelektualna prestolnica z, ne vem, Freudom, Hayekom, von Misesom in tako naprej. Ti koledarji so videli 2 svetovni vojni, ki sta bili v bistvu evropski vojni, pa jih imenujemo svetovne preprosto zato, ker je v tem času Evropa imela in Zahod imel tako velik poudarek v svetu, tako veliko vlogo, tako veliko dominanco. Videli so padec Berlinskega zidu in zdaj le gledajo, kako se pravzaprav ta veličastna zgodba, znotraj katere so ti koledarji nastali, kaj pa vem, kako na nek način zahaja. Ni več Zahod tisto, kar je bil pred 170 leti ali pa pred 100 leti, pravzaprav tudi tisto, kar je bil pred 40 leti, ni več. Konkurenca je na vseh koncih in na eni strani gospodarska, na drugi strani demografska. In nisem edini, ki je razmišljal o tem, kako Zahod na nek način zahaja. Je pa v tem mojem tekstu mogoče le nekaj premislekov, ki so, če ne skromno rečem, novi. Recimo Špengler je pač primerjal ta cikl, skozi katerega gredo civilizacije, pač tako nekako kot letni čas je. Spomladi vse raste, vrsti, poletje, žetev, dneva počasi jesen, zima, da je to pač nek naraven cikl. Ampak to uporabi kot prispodobo. Če boste to brali, boste pa videli, da jaz poskušam najti pa pravzaprav razmeroma biološki ali pa evolucijski ali pa mehanizem iz teorije sistemov, da je to na nek način žal. In to je recimo pesimističen del tega teksta, da je nekako naravna nujnost, da si enkrat na vrhu in potem gredo stvari navzdol. Optimističen poudarek je pa vendarle ta, da tisto, kar zahodnega človeka verjetno loči od recimo islamskega ali pa indijskega ali pa kitajskega, skratka od drugih civilizacij, je pa vendarle ta, če bi rekel, ustvarjenost po Božji podobi. Mi smo razmišljajoča bitja, imamo svobodno voljo, vemo, kaj je prav, kaj je narobe, imamo to spoznanje in, kako bi rekel, ni usoda nekaj, v kar bi se zahodni človek kar tako vdal. Knjiga se nekoliko nasloni na povabilo urednice na dogodek v lanskem letu, na atentat na Charlieja Kirka, ker je to en primer človeka in dogodka, ki je nekoga, ki se je boril za to, da bi ta Zahod preživel, da bi se ta Zahod ohranil, da bi ta Zahod ohranil tista sporočila, ki so ga naredila za velikega, ki je pravzaprav postal žrtev tega, da je to zagovarjal. Na vseh nas je, vsi mi smo, bom rekel, dejavni ljudje, imamo svobodno voljo, imamo možnost, da kaj naredimo, da kaj rečemo, da se skratka temu zatonu zoperstavimo in verjetno najbolje se za temu zoperstavljamo tako, da se upiramo idejam, ki so vzrok za to, da Zahod nazaduje, podrobnosti po članu. Hvala lepa, gospod Turk. Mohorjev koledar je skozi svoje rubrike znova zavrtel kolo zgodovine. Skozi besede pokojnega Milana Matosa obudil nekatere spomine na polaganje temeljev naše države ter se poklonil dediščini preteklosti.
V rubriki Ta naš prelepi svet ga odkrivamo na malo drugačen svet, ta naš lepi svet, na drugačen način. Šli smo na Kitajsko in ob Frančiškovi obletnici v Asizi. Bili pa smo tudi na morju in zdaj pred mikrofon vabim duhovnika, ki je svoje dušno poslanstvo upravljal tudi na turistični križarki. Gospod Rok Pogačnik, izvolite. Glede na vaše izkušnje in prigode se zdi, da Gospoda doživljate kot Boga presenečen. Kakšno presenečenje je bila za vas 3-kratna plovba na križarkah? Katera so bila tista, ki so se vas ob vsem tem še posebej dotaknila? Hvala. Torej, če bi leta 2019, ko sem postal duhovnik, razmišljal o tem, da bom kdaj 3 največje krščanske praznike, pravzaprav zapored, 2-krat Božič, 1-krat Veliko noč preživljal na čezoceanski križarki med kopico starejših, manj starejših, navdušenih turistov in med podobnim številom delavcev na ladji, večinoma iz nekih azijskih držav, iz držav tretjega sveta, bi to težko verjel. Če bi nekdo to rekel decembra 2022, v začetku adventa, bi to težko verjel. Ampak za Božič, decembra 2022, sem bil že na križarki. Presenečenje tudi zame. Najbrž presenečenje za vas, tako da o tem si boste lahko potem več prebrali tudi v članku. Zdaj, če me je nekaj v veliki meri presenetilo, je to, da sem v času, ko sem nabiral kilometre po hodnikih te ogromne križarke, srečal cel kup enih dobrih ljudi. Cel kup hrepenenja po Bogu, tako na strani delavcev, kot na strani obiskovalcev ladje. In presenetljivo na nov način odkril tudi svoj duhovniški poklic. Prinesti Jezusa v vsak trenutek življenja in ponuditi to rešitev vsakmu, ki se želi Jezusa okleniti. Hvala. Hvala lepa. V nadaljevanju rubriki Za človeka gre nismo mogli niti mimo evtanazije. Spregovorili smo o nemem žalovanju, obeležili različne obletnice in se skozi portrete spomnili velikih ljudi naše preteklosti in sedanjosti. V harmoniji besed so zbrane zgodbe in pesmi, ki pobožajo srce, pregledno pa smo zapisali tako dogajanje v cerkvi, kot družbeno-politične dogodke doma in po svetu. Zabeležili smo nekaj izstopajočih imen, ki so nas v preteklem letu zapustila, ter zapisali kroniko vseh 3 Mohorjevih družb. Več kot 40 različnih avtorjev je sodelovalo z nami. Posebej hvala vsem, ki ste se nam danes pridružili na tem dogodku. Upam, da ne bom koga izpustila. Opazila sem gospoda Milana Jazbeca, gospod Marko Pišljar, gospod Milka Bokal, gospod Andrej Arko, gospod Tone Gorjub, gospod Bogdan Kolar in še verjetno mnogi. Vsak izmed vas bi lahko danes kaj povedal. Prej sem v ozadju spregovorila nekaj besed s kolegom urednikom in sva rekla par besed o tem, kar je gospod Bojan Žalec, ki je prav tako avtor enega izmed prispevkov, je dejal, da je... gospod Bojan Žalec, tu ste. Hotela sem vas... Pozdravljeni. Hotela sem vas citirati, ko ste rekli, da je uredniški poklic krvodajalski poklic, podobno kot učiteljski. Iz izkušenj, hvala lepa, ker urejanje koledarja je res poseben izziv, je naporno iz vidika, da je toliko različnih avtorjev, da je treba loviti roke, da so zadnji trenutki, tako da res hvala lepa vsem, ki ste se odzvali in kaj povedali na to temo. In kot sem rekla, vsi bi lahko veliko povedali na to temo, ampak zdaj za konec bom prosila še enega gospoda, ker je v tistem trenutku, ko je bilo najbolj naporno, prinesel tak najbolj blagodejen občutek, da nas spremlja že dolga leta, da ima poseben odnos tako do Mohorjeve, kot do koledarja. In gospod Edvard Kovač, če vas prosim, da za konec nekako povzamete pomen koledarja in vseh vas, ki pišete za to publikacijo, verjetno že mnogi tudi dolga leta. Izvolite. Hvala lepa za to prijazno najavo. Nekako sem počaščen v tej vlogi. Kaj moram reči, da koledarje, Mohorjeve koledarje, ne samo spremljam, ampak zbiram skozi leta in imamo občutek, da je Mohorjev koledar tisti, ki je bil nekako predhodnik tudi novejše zgodovine. Saj vemo, da so francoski zgodovinarji ugotovili, da prave zgodovine mi nimamo napisane. Imamo zgodovino kraljev, imamo zgodovino vojn,
ampak zgodovino življenja, kako so se možile, ženili, kako so kruh pekli in tako naprej. Se pravi, samo življenje kot tako še ni zajeto. In potem sem odkril, da pravzaprav Slovenci tukaj smo kar naprej in naj bo počaščeno tudi Slomškovo mesto, Maribor, ker izhaja že dolga leta revija, ne samo za zgodovino, zgodovinopisje, ampak tudi etnologijo, se pravi kulturno zgodovino. No in v tem duhu lahko rečem, da Mohorjev koledar že vsa ta leta predstavlja to pestrost življenja in najbolj seveda mi je tudi všeč, da nikoli ob teh kronikah ne zanemarja literature in tudi tokrat čudovito se mi zdi oddelek harmonija, se pravi sozvočje, se pravi naj tudi poleg članka o glasbi, ampak naj tudi iz literature neka muzikalnost, glasbenost, sozvočje odseva. Hvala lepa za ta pogum in se mi zdi ravno članek, ki opozarja na 800-letnico Frančiška, je tudi 800-letnica Sončne pesmi, ki jo prav tako izdala Mohorjeva družba. So bili časi, ko so novice krožile preko poezije. In so bili časi, ko so se tudi filozofi navdihovali ob literaturi, o poeziji in doživeli določen preobrat in to je storila tudi Frančiškova sončna pesem. No, torej poklon urednici in pa vsej, ekipi pri Mohorjevi, da združuje hkrati poezijo in misel, tako kako je rekel Heidegger, da poezija ali literatura pride še dlje kakor filozofija. Se pravi, hvala Bogu, da naš Mohorjev koledar vedno prodre nekoliko dlje. No in potem, kar je zelo zanimivo, preberemo o ljudeh, ki jih je vredno omeniti. In tukaj se več bo o tem povedal gospod Aleš Maver o svoji knjigi, ampak njegova knjiga je zgodovina, ki se začenja od danes nazaj do preteklosti. Se pravi, s tem nam je odlično povedal v svoji knjigi, pravzaprav je pravzaprav to delo koledarja, da takrat, ko pišemo o zgodovini, ko se za Kosovela, Cankarja in druge zanimamo, da pravzaprav govorimo o sebi. Se pravi, da vedno na novo gremo k klasikom, vedno na novo gremo k zgodovinskim osebnostim in jih razumemo drugače, na nov način, na svoj način in tako je zgodovina res učiteljica. No, to, kar se meni zdi pomembno je, da tudi ta način, zgodovinskih dogodkov, najbrž se gospod Aleš Maver ne bo upal sam pohvaliti, ampak notri ima članek Skrivnostni knez Kocela. To je zelo sodoben način pisanja zgodovine, kajti prav ta članek se bere kakor detektivka in bo gotovo mladim všeč. Se pravi, da je tudi koledar nek mejnik ali prenaša tiste kamenčke novega zgodovinopisja. No in gledajte, stalno lepo je, da govorimo o slovenskih mučencih, imamo zadnje maše, to je naša človeška dolžnost, ampak sem bil pozoren na člankom o gospodu Zrešarju, kar pravi, veliko pretrpel, bil je teharja se rešil, ampak potem pravi, da v njegovih spominih ni nobene grenkobe, ni nobene privoščljivosti, ampak da vedno še izraža radost do življenja. No in mogoče ravno, prostite, sem bolj pozoren na to hagiografijo in če ste brali spomine nadškofa Antona Vovka, ravno tu je zame
dokaz njegovega svetništva, s kakšno veličino, s kakšno resnicoljubnostjo, pa z nobeno privoščljivostjo, nobeno zagrenjenostjo, z nobeno zavistjo ni pisal. Tukaj imamo res velike osebnosti. No, da ne boste rekli, da se izogibam svojemu deležu, vsekakor moramo pohvaliti gospod Miro Delavec Duhavnik, ki ima zelo pestre članke, izjemno pero, ampak naj omenim samo, da sem omenil o dveh papežih, da smo letošnjo leto dveh izjemnih papežev, Frančiška in Leona. Nekako sem bil pozoren do Frančiška, ne samo zaradi tega, ker nosi ime našega redovnega ustanovitelja, ampak kako je živel, in tega niso vsi razumeli, živel prihodnost. Mohorjeva je pred leti izdala čudovito knjigo jezuita Mario Fongalija o Frančišku z naslovom Mož, ki je živel prihodnost. In tudi ta naš papež je živel prihodnost v odnosu do narave, klobuk dol. In Leon, če malo pomislimo, je bil avguštinec, na nek način je kot brat živel solidarnost, skratka, da vidimo, kako njihovo življenje zaznamuje ne samo naš čas, ampak tudi prihodnost. Prostite, da se nisem znal ustaviti. Edi najlepša hvala za ta prispevek oziroma za sploh vašo podporo na vseh področjih. Kot sem že omenila, posebej izpostavil harmonijo besede, gospod Rudi Mlinar je tudi prispeval k temu, hvala lepa vsem. Naj se pa ob tej priložnosti še enkrat zahvalim. Namreč pri snovanju Mohorjevega koledarja se kot urednica pri tej najstarejši založbi vedno znova zavem, v kako velike čevlje stopam. In tam nazadaj je gospod Andrej Arko in bi se posebej zahvalila njemu in pa gospodu Tonetu Gorjupu, zato ker celo leto snujeta in zbirata podatke, ker to delo, da so znotraj zbrani seznami ljudi, ki so nas zapustili, dogodkov, obletnic in tako naprej, to ni majhno delo in si tudi kot urednica težko predstavljam, kaj vse to zadaj pomeni, poleg vsega, kar se pri nas v hiši kasneje dogaja. Tako da res najlepša hvala vam vsem. In Mohorjev koledar pač piše in ohranja zgodovino tudi in predvsem zaradi vašega deleža. Tako kot tudi zadnji naslov iz tokratne redne zbirke. Z njim Mohorjeva družba ohranja tradicijo zgodovinskih pregledov. Kratko svetovno zgodovino je, kot je dr. Edi povedal, je avtor dr. Aleš Maver naslovil, kako je misleči človek hodil skozi zgodovino. In kot smo že slišali, dr. Maver danes ne more biti z nami zaradi službenih obveznosti, se nam bo pridružil v kratkem video nagovoru. Lepo pozdravljeni, maham vam iz Maribora in iz svojega vineta, kjer sem pisal velik del knjige, kako je misleči človek hodil skozi čas. Bi moral danes odgovoriti na vprašanje, zakaj se človek loti pisanja kratke svetovne zgodovine in to sam, potem bi vam lahko odgovoril samo z znamenito grško besedo hybris, ki v slovenščini približno sliši na ime nabuh. In res sem ostal zvest svojemu staremu geslu, da je nabuh moj najljubši greh, ki sem posvojil iz filmskega Hudičevega odvetnika. Dejansko se je pri pisanju knjige izkazalo, da imam kakšen križ ali dva premalo na grbi, čeprav sem se ta teden naokal v Švabi in potem ponovno ugotavljal, da moj želodec ni več tako konski, kot je bil v mladosti. Pri zgodovini gre namreč za bralno kilometrino in te mi je nekoliko zmanjkalo. Največji izziv je kako vsaj nekaj malega povedati v vsakem kotku naše planeta, pri čemer se boleče zavedaš, da so ti bližnji kraji šak domači, o nekoliko bolj oddaljenih ali zelo oddaljenih pa nimaš pojma, ali vsaj zevajo v tvojem znanju velikanske luknje. Naslednje vprašanje pa je, kako organiziraš snov. In tukaj bi se morda celo hvalil, da sem bil nekoliko izviren. Našo zemljico
sem namreč razdelil na 4 po številu prebivalcev danes približno enake dele in potem vsakega obravnaval ločeno. S tem se morda izgubi nekaj občutka za celoto, vendar je za bralca snov potem približno prebavljiva. Druga nekakšna novost moje knjige pa je, da izhajam vedno iz sveta, kakšen je danes, in potem skušam ob pogabljanju vedno globlje v preteklost razložiti, zakaj je tako stal. S končnim splenom nisem noro zadovoljen, nezadovoljen pa tudi ne. Saj so mi postali vsaj nekateri ulomki s časoma celo všeč. Seveda pa je na koncu, kako je misleči človek hodil skozi čas, predvsem koncept, saj sem se sedaj naučil, ko bi bilo treba pisati svetovno zgodovino. Kljub temu vam želim obilo uživka pri branju in vas pozdravljam iz Maribora. Nasvidenje. Hvala lepa dr. Mavru. Lahko verjamete, da v njegovem slogu se tudi ta knjiga bere kot zgodovinska, ne bom rekla kriminalka, ampak drama, ki jo je vredno prebrati za vse ljubitelje zgodovine in tisti, ki boste to še postali. Hvala lepa vsem, zdaj pa končno besedo seveda predajam naši ravnateljici, dr. Tanji Ozvatič. Hvala lepa. Redno zbirko takole ob koncu leta želim podčrtati še z 2 serijskima publikacijama. Družinsko pratiko 2026, ki ponavadi izide že tam nekje v septembru in jo je prav tako uredila Saška Ocvirk, in pa že tako nekako tradicionalni priročnik Mohornik, ki nosi tudi enako podobo kot Mohorjev koledar in ga je uredila dr. Cvetka Rezar Mlakar. Seveda za vsemi knjigami stoji še veliko več ljudi, kot smo jih danes omenili. Na srečo so vsi prav zapisani v kolofonu, mislim, da koga nismo spustili. Seveda pa moram, oziroma želim omeniti tudi druge urednice, ki danes še niso bile omenjene in so pri celoletnem programu na tak ali drugačen način sodelovale. Torej, poleg Cvetke, Saške, še Barbara Žnidaršič in pa Meta, doktorica Meta Lenart Perger in pa naše oblikovalke, ki so vse knjige tudi spravile na plano do tiskarne, Lidija Murenc, Sara Pančur in Jana Rangel. Mogoče so najmanjkrat omenjene, pa brez njih prav tako nič ni, prav nič. Ko se pripravljamo na predstavitev redne zbirke, zelo rada pobrskam, kot je dr. Žiga Turk že povedal, kaj vse so Mohorjevi koledarji videli in doživeli. In en tak zanimiv podatek, pred 100 leti prav je Fran Erjavec v Mohorjevem koledarju za 1926 zapisal podatek, da tistega leta išlo 250 knjižnih naslovov v Sloveniji, bom rekla, na slovenskem. Takrat je imela redna zbirka 40 000 naročnikov. 100 let kasneje, torej danes, izide več kot 5000 knjižnih naslovov. In redna zbirka je letos komaj dočakala 1000 naročnikov. Pa če pomodrujem s kolednikom iz tistih let, bom takole citirala: "Toda o vsem preteklem naj molčim, ker se držim svetega pisma, ne govori, kaj je vzrok, da so bili prejšnji časi boljši. Pokoledujem naj vam o uredniški sedanjosti." In današnja uredniška sedanjost je takšna, da smo za redno zbirko 2026 še pripravili tradicionalnih 5 naslovov za različne generacije, torej paket 5 knjig, v želji, da ohranimo zbirko, torej več kot 170-letno tradicijo naročanja paketa knjig, ki je nekaj edinstvenega v svetovnem prostoru, in da bi tudi ceno zbirke lahko ohranili tako dostopno, kot je bila doslej, pa smo se po sklepu glavnega odbora Društva Mohorjeva družba odločili, da za leto 2027 ponudimo en naslov manj. Srčno upam, da nas boste tudi vi pri tem podprli, tako želimo tudi ostati zvesti poslanstvu Slomškovega naročila kakovostne knjige za dostopno ceno. Zato vas že zdaj seveda najprej povabim k nakupu redne zbirke za leto 2026, če je slučajno niste uspeli dobiti v prednaročilu. Vsekakor vredno branje, kot ste slišali.
Hkrati pa imamo seveda že napovedano redno zbirko za leto 2027 in tudi k ugodnemu prednaročilu vas vabim, v njej vas bo čakal Mohorjev koledar 2027. Večerniško povest je napisala Betka Vrbovšek in nosi naslov Šopkom sivke in rožmarina. Monografija je tokrat izpod peresa dr. Ivana Štuheca in nosi naslov Pot, resnica in življenje. Za mlade bralce pa sta Stanka Devjak in ilustratorka Eva Margon-Štanta pripravili zbirko zgodb Adventne vžigalice, 24 zgodb, s katerimi se od tega, da angel Gabriel prejme naročilo ljubega Boga, naj obišče Marijo iz Nazareta, pa do zadnje 24, ko skupaj zapojemo novorojenemu v Betlehemu. Torej komplet. Naslednje leto 4 knjig, po prednaročniški zbirki 60 €, mislim, da je res zelo ugodna ponudba, prisrčno vabljenih prednaročilo. Pohvaliti se je treba, kdaj tale goren plakat visi. Dr. Brane Senegačnik je pred kratkim prejel Jenkovo nagrado za pesniško zbirko Prosojnosti. Gre za nagrado za najboljšo pesniško zbirko zadnjih 2 let, tega smo seveda zelo veseli. Želim vas pa predvsem povabiti, da se nam pridružite tudi prihodnji teden, ki je cel teden slovenski praznik. Slovenci smo narod knjige in vas res vabim, da se nam pridružite na Slovenskem knjižnem sejmu. Prisotni bomo s svojo stojnico, s svojimi knjigami, kot vsako leto, pogovori z našimi avtorji. Letos si od tega prav posebej veliko pogovorov in srečanj obetamo, kajti Celje je letos mesto v fokusu, mesto v gosteh in gotovo ste slišali, da je Celje pravkar, kot drugo v Sloveniji, za Ljubljano, postalo UNESCO-ovo mesto literature in spet se bom malo pohvalila. Torej, Osrednja knjižnica Celje in Mohorjeva družba sta tisti, ki sta to priporočilo v prijavi napisali in redko se menda zgodi, da katero mesto prijavo dobi v prvem poskusu. Celju je uspelo in tudi na to sem ponosna, saj imamo kaj pokazati in še vnaprej veliko kaj za postoriti na področju kulture in literature. Na sejmu bo pa kot osrednja osebnost letos predstavljena Alma Maksimiljana Karlin. Mislim, da tudi vsi veste, da je prav Mohorjeva Almo pripeljala med ljudi, jo naredila popularno, veliko njenih del smo pri Mohorjevi izdali in tudi letos jo bomo postavili na osrednji oder. Prav posebej smo pohiteli s prevodom njenega dela v Maksimiljanu Celjskem. Po, mislim, da 87 letih Saška bo to delo prvič objavljeno. Alma ga je napisala leta 1938 v nemščini, ko zaradi začetka vojne v nemščini ni mogel iziti v slovenščini, pa kasneje tudi ne, ker govori v Maksimiljanu Celjskem, ki je bil njen godovni zavetnik in je tudi zavetnik mesta Celje in sozavetnik škofije Celje. Tako da, če zelo na kratko povabim, v ponedeljek ob 4 pogovorna postaja Alme Karlin peš po domačih krajih. V sredo ob 5 vabimo na glavni oder, kjer bo predstavljen Maksimilijan Celjski in drugič v živo predvajana velika kantata o Maksimiljanu Celjskem, ki je bila prav posebej zato tudi napisana. V četrtek ob 4, 80 let kasneje, pogovor na pisateljskem odru z Brankom Cesnikom in Johannesom Hansom Jakličem. V petek ob 16. Smernik za smisel, Matic Vidic na pogovorni postaji. Upam, da ste si vsi ogledali včerajšnji intervju pri Jožetu Možini, res vreden ogleda, Matic je bil včeraj gost. V soboto ob 18. fantastično na odru mladih, Nine in Roka Klančnika in pa v nedeljo ob 12. Nezapete uspavanke, pogovorna postaja z Andrejo Rustjo, Uško Špranja in Jasno Canjko. Vse dogodke pa bo letos moderirala Saška Ocvirk, Ester Teden je predstavila Saška. Tako. Pa še eno vabilo. Zdaj, ko vas imam tu, moram izkoristiti. Res prisrčno vabljeni, vzemite to, kot da sem povabila vsakega osebno, v sredo, to sredo ob 19. novembra na Mohorjev letni sprejem v Celje. Zdaj že nekaj let pripravimo en tak večer, kjer se družimo pisatelji, pesniki, likovni ustvarjalci, prevajalci, bralci, vsi avtorji, sodelavci. Ob 18:30 začnemo sveto mašo v cerkvi svetega Jožefa, ki jo bo daroval naš pokrovitelj, škof
Maksimilijan Matjaž za somaševalci, za vse žive in pokojne Mohorjane in seveda se bomo posebej spomnili tistih, ki so letos odšli v večnost. Potem pa nadaljujemo ob 19:30 v Kardinalovi dvorani s predstavitvijo celoletnega knjižnega programa. Na oder bomo povabili Branka Cesnika, Jernejo Jezernik in Matica Vidica. Potem pa to, kar je, čemur je namenjen ta sprejem, torej druženje ob Dobri kapljici pri Grisku. Podelili bomo tudi častno članstvo Društva Mohorjeve družbe, z nami pa bodo tudi mladi glasbeni ustvarjalci glasbene šole Celje. Tako da res prisrčno povabljeni, da skupaj z nami doživite ta večer in da tako obeležimo zaključek še enega uspešnega knjižnega mohorskega leta, kar pa seveda ne pomeni, da smo mi brez dela. Nekaj knjig je še v tisku, nekaj jih še moramo v tisk poslati, nekaj za letošnji izid, nekaj za januarski prihodnjega leta. Želim pa opozoriti, da je še v knjigarni, verjetno na sejmu še ne bodo nekatere, pa mogoče že, pa so res vredne, da jih imenujem. Izbor pisem Dostojevskega je tik pred izidom. V tisku je izvrstna monografija Anje Božič o Petru Pavlu, Vergeriju Starejšemu in njegovih zapisih o vzgoji, imenitno branje. 1. decembra, na dan prvega papeževega uradnega obiska v Niceji, pa bomo skupaj s Teološko fakulteto povabili na predstavitev nove knjige v zbirki Cerkveni očetje, jubilejne 30. In sicer Nicejski koncil 325, antologija virov, ki jo je uredil dr. Jan Dominik Bogataj, pred 24 minutami smo pa poslali v tisk. V decembru bomo še predstavili tudi 2 knjigi Viktorja Frankla in izjemno pretresljivo zgodbo Jennifer Tege. Skratka, z našimi knjigami boste vedno v najboljši družbi. Lepa hvala za vaš obisk danes, lepa hvala gostom, vsem, ki ste prispevali, da smo danes tukaj, da se imamo o čem pogovarjati, ki ste prispevali k redni zbirki in tudi sicer k uredniškemu programu in ki nas podpirate s tem, da prihajate na naše dogodke in predvsem, da knjige radi berete. Ostanimo skupaj, nazdravimo redni zbirki, vsem pa na prijetno branje.